Will you put your hands down? Put your hands up, please. Lep pozdrav vsem športnim navdušencem in lep pozdrav tudi tebi, Blažija. Pozdravljen, Matej. Kako si? Ja, bil sem že bolje, bil sem tudi že slabše, tako da... No, se to vedno lahko rečemo, pravzaprav vedno je lahko boljš, ampak vedno je lahko tudi slabš, saj ponavadi je tako v življenju. Samo da ni preslabo, pa je dovolj dober, da lahko funkcioniramo, ampak da se ne bom zdajle zafilozofiral, ker sem temu namreč pogosto malce preveč naklonjen. Dončić, Dragić, Čančar, kot pravi naslov seveda tega podcasta, Dallas Mavericksi, Miami Heati in Denver Nuggetsi, slednji so celo eni izmed glavnih favoritov za prvo mesto na zahodu. Pričakovanja in napovedi pred novo sezono Dragića, Dončića in Čančarja, seveda individualna in ekipna pričakovanja ter napovedi, o vsem tem več v tem podcastu. Ampak preden začneva, vedno na hitro zaprosim poslušalce, če se lahko naročijo na naš YouTube kanal. Tokrat je pa to res zelo pomembno, namreč večina poslušalcev je seveda dostopala do našega podcasta preko Facebookove strani NBA Slovenija. Ta stran je zaenkrat še vedno blokirana oziroma do nje ne morete dostopati in ker, kot sem dejal, je večina dostopala do podcasta preko te strani, je res pomembno, da se naročite, da kliknete tisto ikonco na YouTubeu, naroči se in zraven še tisti zvonček, ki vas bo obvestil o vsakem novem podcastu ali drugih posnetkih na našem YouTube kanalu. In seveda tisti, ki nas poslušate na SoundCloudu ali iTunesih, če lahko enako storite, če se lahko naročite na naš SoundCloud in iTunes kanal, če tega še niste storili, če lahko seveda všečkate tale podcast na YouTubu, SoundCloudu, iTunesih, pustite tudi kakšen komentar. Poleg YouTuba je pa Twitter koristen naslov, kjer sva midva Blaž dosegljiva za vsa vprašanja in informacije, kjer tudi uživo spremljava, komentirava tekme z posnetki in komentarji in kjer, kot sem dejal, nas lahko kontaktirate, nam postavite samo mogoče vprašanja. Moj Twitter handle, naziv je sportinfosi, tvoj Blaž? Je pa Blaž_B1. Torej sportinfosi, ena beseda, in Blaž? Blaž_B1. Na teh dveh Twitter naslovih nas lahko dosežete kadarkoli za vsa mogoča vprašanja. Midva kmalu pripravljava nove podcaste, nove teme. Že ta vikend snemava podcast o svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Spregovorila bo o prvem krogu svetovnega prvenstva, kjer je po novem zdaj prostora za 32 ekip po razširjenem formatu. Prostora je za vse mogoče egzote, ki proti tudi povprečnim evropskim ekipam izgubljajo za 30 točk, proti dobrim evropskim ekipam pa za 60 ali 70 točk. Ja, res je prostora za vse mogoče egzote, ni pa prostora za evropske prvake. Ni prostora tudi za neke druge evropske ekipe, ki bi si verjetno zaslužile mesto tam. Tudi recimo glavni favoriti, vsaj tako kaže po začetku svetovnega prvenstva za naslov svetovnih prvakov, glavni favoriti so verjetno na tem res oslabljenem svetovnem prvenstvu, so Srbi. Ampak tudi Srbi so bili recimo blizu temu, da se ne bi kvalificirali. V zadnjih dveh krogih so izgubili proti Estoniji in če bi izgubili še tekmo proti Izraelu, zadnjo tekmo, se ne bi kvalificirali na svetovno prvenstvo. In tako bi lahko morda Srbe nadomestila še kakšna druga eksotična reprezentanca. Res o neumnosti FIBE, kdaj drugič Blaž, da ne bova zdaj, že v samem uvodu sem povedal, da sem naklonjen temu, da se zafilozofiram, tako da me moreš ti opozoriti tudi Blaž, če začnem preveč zahajati. Ampak je bilo res zanimivo takole, ko sva govorila, preden sva začela snemati tale podcast, ko sem predvsem jaz takole fantaziral, kaj bi bilo, če bi Slovenija v tisti polni postavi iz Eurobasketa nastopala na tem svetovnem prvenstvu.
kaj bi, če bi imeli zdravega Gorana Dragića, zdravo in popolno ekipo iz tistega Eurobasketa, ja. Nasmihala bi se nam nova medalja. Ampak kot sem dejal, o tem Blaž več ta vikend. Tudi o bronu reprezentance, mlade reprezentance do 18 let in nekaterih zanimivih mladih slovenskih igralcih, mladih slovenskih talentih v 16, v 18, v 20, pod 20 let, ki bi morda lahko v naslednjih 2, 3, 4, 5 letih se podali na draft in razširili to slovensko kolonijo, ki je sedaj velika za 3 igralce. Dončić, Dragić in seveda Čančar. Ja, imamo nekaj NBA potencialov in tudi o teh bova več spregovorila v naslednjem podcastu. Zdaj pa Blaž, preden začneva z Dončićem, Dragićem in Čančarjem, pa morava na hitro reči kakšno besedo, verjetno ravno o tej temi, ki sem jo že rahlo načel. Facebook strani, izjemno popularni Facebook strani NBA Slovenija, ker namreč še vedno dobivava ogromno vprašanj, vsak dan še vedno, kaj je stranjo, kdaj se vrne, kje bomo nadaljevali. Morava kakšno besedo za to o tem verjetno spregovoriti, tudi da ne, Blaž. Ja, ravno to je tisto, ko si me na začetku vprašal, kako sem razlog, da ne morem reči, da sem odlično. Namreč Facebook je iz neznanega razloga blokiral Facebook stran NBA Slovenija. Vsi, ki poslušate ta najin podcast, ste verjetno prvič naleteli nanj ravno na NBA Slovenija pageu na Facebooku. To je bil en tak ogromen community oziroma ogromna skupnost ljubiteljev NBA košarke Slovenije, pač na vrhuncu smo dosegli tudi do 1 milijon ljudi, posamezne objave so dosegle po 100,000 ljudi. Več 100,000. Več 100,000 in po vsej verjetnosti, vsaj tako kot sedaj kaže, nažalost te platforme oziroma pač tega družbenega omrežja oziroma tega pagea ne bomo več mogli uporabljati. Namreč zadeva je celo šla tako daleč, da so naju z Matejem degradirali, ne moreva niti dostopati do svojih Facebook profilov. Lahko sicer objavljava na neke ostale page, ki jih imamo, recimo nogomet, košarka, Sportinfo, vendar to je prek nekega drugega računa in to dolgoročno seveda ni rešitev. In ja, razmišljava ves čas, kako sedaj ponovno ustvariti neko tako skupnost ljudi, predvsem vi ste bili tisti glavni razlog te strani, pravim, pod vsako objavo je bilo vedno po več kot 20-30 komentarjev, vedno so se razvile zelo zanimive debate. In to je tisto, kar naj jo najbolj boli, no, da so ta page dejansko blokirali brez kakršnega koli razloga, brez kakršnega koli opozorila, tudi če je šlo za kakšno kršitev, bi vsaj lahko nas obvestili, opozorili, bi zadeve popravili, vendar niti tega nismo dobili, tako da enostavno čez noč dobesedno je stran izginila. Tako da ja, kot sem že omenil, sedaj razmišljal o neki alternativi. Ena izmed alternativ, o kateri smo razmišljali, je Reddit. Ne vem, če bi bilo morda poslušalcem to všeč ali ne. Sva odprta tudi za predloge, seveda, če imate kakšen predlog, morda pač kakšno drugo platformo, na kateri bi lahko razvili eno tako skupnost, kot je bila NBA Slovenija. Namreč to je bila stran, v katero smo vložila v svojem prostem času ogromno energije, tudi celotna naša ekipa je vlagala energijo v ta page iz ljubezni do tega športa. In ja, no, zelo nam je žal, da je pač predvsem ta skupnost šla sedaj po zlu. Tako da ja, še enkrat pač odprta sva za predloge. En izmed predlogov je bil že, da bi ustvarili to podobno stvar na Redditu. Nažalost je pa vseeno tako, da Facebook je v Sloveniji najbolj popularno družbeno omrežje in zelo težko bo tako dobro skupnost ustvariti kje drugje. Ja, Blaž, jaz bi se navezal na to, kar si rekel, nažalost v Sloveniji najbolj popularno družbeno omrežje. Nažalost, predvsem za seveda take content creatorje, kot smo mi content creatorje, torej tiste, ki ustvarjamo vsebine na družbenih omrežjih in s tem mislim predvsem tiste, ki pišemo o različnih športnih vsebinah. Namreč Facebook je bil po letu 2016 in izvolitvi Trumpa v Združenih državah Amerike na mesto predsednika vpleten v celo vrsto škandalov, Cambridge Analytica in podobne stvari, s katerimi zdaj ne bova izgubljala časa.
Ampak te škandali, ki so bili predvsem povezani z seveda političnimi stranmi, ki so pisale o politiki, ki so širile recimo temu lažne informacije, so potem vplivali tudi na vse ostale content creatorje in po tistem je Facebook spremenil mnoga pravila delovanja in ena izmed sprememb je tudi ta, da lahko recimo brez kakšnega razloga predhodnega opozorila ukinejo, zbrišejo stran. Stran, ki seveda nima povsem nobene veze z kakšno ameriško politiko, rusko politiko, evropsko politiko, slovensko notranjo politiko, temveč ki piše o športu, tudi recimo kakšno kršenje avtorskih pravic posnetki. Tukaj ne pride v poštev, ker nismo čisto nobenih posnetkov objavljali, ki bi lahko kršili kakšne avtorske pravice in tako kot si ti povedal, nobenega opozorila nismo dobili, povsem nič. In seveda na taki platformi, v takih okoliščinah verjetno res nima smisla, da naprej delujemo, tudi ostali admini, s katerimi sva govorila, seveda ne želijo objavljati na neki platformi, kjer lahko njihovo avtorsko delo brez razloga odstranijo, zbrišajo. Ne moremo dostopati namreč niti do vseh naših vsebin, ki so bile avtorske, ker je preprosto Facebook vse skupaj, celotno stran, tako kot si rekel, blokiral. In ko sem omenjal content creatorje, ki pišejo o športu, midva nisva edina, ki se jim je to zgodilo. Facebook je recimo v tem obdobju, po teh spremembah, brez razloga blokiral, odstranil nekaj res velikih in zelo popularnih strani. Zato kljub tej popularnosti, ki si jo ti omenil, res verjetno Facebook ni primerna platforma, tudi recimo, ko govorimo o Zahodu, o Združenih državah, Veliki Britaniji, Franciji, Španiji. Tukaj vse tiste glavne debate, največje debate, športne debate vodijo ravno na Twitterju in Redditu. Facebook mnogo ljudi opušča, res množično opuščajo in po količini objav je Twitter in tudi nekateri subredditi so že za nekajkrat prekosili na teh zahodnih trgih Facebook. Na vzhodu je pa res Facebook še vedno najbolj popularna platforma in Blaž mi tudi sodimo, vsaj v tem tehnološkem smislu smo pri teh trendih vedno nekaj let od zadaj, se mi zdi. Twitter je res za NBA košarko, tako kot NBA subreddit, to sta dve platformi, kjer se vodijo tiste največje debate, midva pa razmišljava, da bi naredila NBA Slovenija subreddit, kjer bi v bistvu počeli isto, kot smo počeli na NBA Slovenija Facebooku. Reddit je platforma, ki je lahko dosegljiva preko vseh mobilnih devicev, telefonov, dela hitreje in lepše in bolj tekoče kot Facebook celo. In ta družbeni aspekt, ki je seveda na Facebooku tako pomemben in zaradi katerega je Facebook seveda tako popularen tudi pri nas in zaradi katerega smo seveda ustvarili to skupnost, je ta skupnost tudi funkcionirala, lahko funkcionira tudi na Redditu. Midva skupaj z ekipo se nisva še nič odločila, nismo sprejeli še nobene dokončne odločitve, nič konkretnega se nismo še zmenili. O tem samo razmišljamo, vi pa nam mogoče lahko pomagate tudi v komentarjih na Sportinfo.si YouTube, tukaj, kjer verjetno poslušate tale podcast, spodaj poveste, če bi se želeli naročiti na subreddit NBA Slovenija, in seveda tam nadaljevati debato, ki smo jo začeli nekaj let nazaj na NBA Slovenija Facebooku. Morda imate kakšne druge predloge? Kot sem že dejal, dobiva ogromno vprašanj v povezavi z Facebookom NBA Slovenija in kako naprej. Tako da kar z besedo na dan, povejte nam, kaj si mislite. Res je pomembno, da se naročite na tale podcast, kjer bova povedala vse. Midva sva že poslala seveda popraševanja na različne kanale, preko različnih kanalov. Še vedno nismo dobili nobenih konkretnih povratnih informacij glede Facebooka, tudi proti taki korporaciji nek majhen posameznik seveda nič ne more, to je bolj kot ne boj z mlini na veter, ampak če se karkoli zgodi, če dobimo kakšno informacijo, vam tudi povemo tukaj na YouTubu, tudi na Twitterju, ampak zagotovo v podcastu, torej naročite se na podcast, to želim povedati. Blaž, bi ti še kaj dodal, ali kot sem že dejal, Dončić, Dragić, Čančar, greva to, ali boš še kaj povedal?
Jaz bi rad samo še dodal, da ko bova izbrala novo platformo, bova to obvestila preko Sportinfo.si Facebooka, preko najnih Twitterjev, preko Nogomet Facebooka. Skratka, probala bova doseči čim več ljudi, tudi v podcastu bova povedala, kam se selimo sedaj, kje bomo nadaljevali našo pot in to zdaj pa mislim, da res lahko potegneva neko pentljo pod vse to. In začneva z temo današnjega podcasta, dejansko začneva s tistim, kar nam prinaša nekaj več veselja, kot pa ta Facebook. Ja, jamranje je zdaj malo udarče eno košarkarsko, pa naj mrtvilo izkar popelje do tja. Take a look at what the kid that she did to me. I was drinking Hennessy and then I had an epiphany. Got me thinking I should kill him and I'm saying it literally. Middle fingers to my enemies, I'll give him this energy. Ko Blaž, fuck the haters, pa pojva zdajle na temu podcasta. Greva z Dončićem začeti, z Dallasom in Dončićem, pa mislim, da bi bila tista najbolj zanimiva iztočna točka, na kateri lahko začneva. Izjava lastnika Dallas Mavericksov, Marka Cubana, alfe in omege tega kluba. On je po zaključenem prestopnem roku povedal, kaj je bil tisti glavni cilj Dallas Mavericksov med tem prestopnim rokom, po katerem so seveda navijači, predvsem na Twitterju, na veliko udarili po Dallas Mavericksih, po vodstvu izjemno nezadovoljni so bili z tem poletjem, z poletnimi potezami Dallas Mavericksov. Zakaj je temu tako, bova povedala po tejle izjavi Marka Cubana, ki nam bo služila kot izhodiščna točka za nadaljnjo debato. Our first and foremost was keeping our existing free agents, or keeping our guys, right? Right. That's most important because if you don't keep your guys, you don't have a squad, Right. And there's value to bringing somebody in, but the longer you keep a team together, then the better they know how to play with each other, and so there's a value there. And plus, we have two really young, hopeful cornerstones, right? And so it's more about keeping all those guys together and building together. And so, yeah, we were interested in Kemba. That was the one name associated with it we were interested in. After Kemba, when Kemba wasn't really going to be available, the start of free agency, our first call literally was DeLon Wright, because we wanted somebody that could defend next to Luka, and most of our guys were walk-it-up guys. DeLon's a downhill guy who can defend multiple positions. We'll work with him some on the shot, but he's a great finisher. He can get to the rim. He'll make the play. He helps make his other teams better, his teammates better, and that's what we were looking for. Because trying to get Luka to guard point guards, it's not going to work. And so DeLon is there, and DeLon's a passer, creator. But now we'll start. 6'5" will be our smallest guy in the starting lineup. That changes who we are. Torej, Blaž, Cuban je povedal, tista prva stvar, ki so jo želeli narediti, prvi cilj tega prestopnega roka je za njih bil, da zadržijo svoje igralce, potem pa na trgu prostih igralcev so se odločali pa med dvema. Kemba Walker je bil njihova prva prioriteta, ko pa je postalo jasno, da bo Kemba Walker odšel v Boston, je bil pa prvi klic, tako kot je povedal tukaj Cuban, DeLon Wright. In to je tisto, kar se meni zdi zelo čudno, Blaž, verjetno tebi tudi. Tako je, ja, glede na izjavo, da Luka ne more pokrivati enk, je bilo jasno, da je Dallas praktično v poletni prestopni rok iskal okrepitev na položaju ena, se pravi, iskali so organizatorja, ki lahko pokriva organizatorje igre nasprotnih ekip in to, kar je mene recimo nekoliko zmotilo pri vsem temu je, da pač alternativa Kembi Walkerju, se pravi all-star igralcev, je bil DeLon Wright. Na trgu so bili vsaj 4 boljši organizatorji igre od DeLona Wrighta. Se pravi, že omenjen Kemba Walker, Goran Dragić, ki je bil v Dallasu, pa ni bil v Dallasu, o tem bomo spregovorili nekoliko več kasneje, Malcolm Brogdon, ki je bil potem sign and traden v Indiano, in pa Patrick Beverley, ki je pač ostal pri Clippersih. In iz izjave Cubana lahko dejansko pač trdimo, da teh 3 drugih organizatorjev igre sploh niso niti pomislili. V tem trenutku bi recimo Dragić zelo dobro pasal v to ekipo, Patrick Beverley kot eliten branilec in odličen catch and shoot tricaš, če lahko tako rečem, odlično pasal to ekipo, Malcolm Brogdon, ki v karieri meče nad 40% za 3, bil je v lanski sezoni tudi v elitnem klubu 50-40-90, se pravi 50% iz igre, 40% za 3, 90% prosti meti, seveda več kot te procenti. Tudi cena na koncu, ki jo je Indiana plačala, koliko so mu dali pogodbo, se je na koncu izkazalo, da bi to Dallas brez težav izenačil, oziroma ne izenačil, celo več bi lahko ponudil za kakšen milijon več, kot je dobil tam in
enostavno nerazumljivo je, da je tvoja alternativa all-star igralcu Kemby Walkerju pač nekdo, ki v bistvu ni nič posebnega. No. Sicer je soliden v prodorih, relativno slabo meče trojke, tam okoli 32% v karieri, zna sicer nekoliko organizirati napad, je soliden branilec, ampak še vedno ni recimo branilec oziroma obrambni igralec na nivoju Patricka Beverlyja. Tako da je zelo taka, bom rekel, po svoje nekoliko smešna izjava, ki si jo jaz interpretiram tudi kot nekako, bom rekel, rahlo metanje peska v oči navijačem in v bistvu reševanje situacije, ko mislim, da je vsem v klubu tudi jasno, da so povsem pogoreli v tem prestopnem roku. Ja, Blaž, tako je namreč mnenje večine navijačev, ki so bili res izjemno kritični, celo, že spet, če se obrnem na Twitter, kjer so vsi tudi funkcionarji kluba, komentatorji, recimo, ki komentirajo tekme, zelo aktivni. Tam so nekateri od teh funkcionarjev, novinarjev, ki delajo za klub, delajo za uradno stran Dallas Mavericksov, spletno stran Dallas Mavericksov. Nekateri so kar take mini živčne zlome doživljali na Twitterju, zaradi take količine kritik navijačev, ker namreč napovedi pred prestopnim rokom so bile precej bolj visoko leteče. Obljubljali so, da se bodo konkretno ukrepili. Na koncu so pripeljali, kot si že dejal, Delona Wrighta na mesto Kembe Walkerja, ki je bil njihova prva želja. Poleg Delona Wrighta še Bobana Marjanoviča, Seta Curryja in seveda podaljšali so pogodbo s Porzingisom, kar je bilo jasno že dalj časa. Oni zdaj poskušajo predstaviti v medijih, kot da je Porzingis tisti njihov free agent, tisti njihov veliki podpis, ampak oni so bili edini, ki so lahko Porzingisu ponudili skoraj 160 milijonov, 158 milijonov za 5 let, s tem, da so mu 5. leto dali igralsko opcijo. Če bo dobro igral, bo seveda prekinil pogodbo in želel novo, še višjo pogodbo, če bo slabo igral, bo pa lahko zadnjo leto dobil tudi 36-37 milijonov. Dali so mu torej pogodbo, ki mu jo noben drug klub v ligi ne bi mogel dati, zato ni bilo nobenega dvoma, da bo seveda Porzingis ostal v Dallasu. Ne bo, ker če bi on želel odideti, bi mogel naslednje leto igrati za tako imenovani qualifying offer, ki je pa sem tam 3 ali 4 milijone. Zdaj pa na eno stran 3 ali 4 milijone, na drugo stran zagarantiranih 160 milijonov. Mislim, da tukaj ni nobenega dvoma, kaj bo vzel igralec, ki 2 leti ni igral zaradi strganega kolena. Tako da... Ko ravno omenjaš poškodbo Porzingisa, Dallas je njemu dal zagarantiranih 160 milijonov. Recimo Embiid, ki je imel težave s poškodbami in ko je podpisoval svojo max pogodbo, je Philadelphia notri dala ogromno nekih klauzul, ki so dejansko od njega zahtevali, da odigra določeno minutažo, določeno število tekem mora odigrati. Same take, bom rekel, malenkosti, ampak so bili recimo temu performance-related klauzule notri in v primeru, da Embiid teh klauzul ne bi dosegel, bi dobil toliko manj denarja iz te pogodbe. Dallas tega pri Porzingisu ni naredil. Se pravi, če Porzingis sedaj, ko se oktobra začne sezona, dejansko ni sposoben več igrati na nivoju, kakršnem je igral 2 leti nazaj, bodo vrgli dejansko 160 milijonov skozi okno. Ja, in ta recimo performance-related klauzula, ki je povezana seveda s številom tekem, ki bo odigral, je seveda povezana potem tudi s capom, namreč če igralec ni sposoben igrati na tem nivoju, če izpusti določeno število tekem, se potem zniža tudi cap in imajo recimo več manevrskega prostora, da lahko še koga pripeljejo. Drugače zdaj Dallas naslednje poletje recimo ne bo imel prav nič prostora oziroma par milijonov prostora v capu, morda, če jim seveda rata tradati kakšnega igralca za recimo temu drobiž ali pa za neko expiring pogodbo, ki potem naslednje poletje poteče. Ampak tako kot zdaj stojijo stvari, naslednje poletje ne bodo imeli nič denarja na voljo za kakšne ukrepitve in tudi, če se recimo, boh ne daj, potrkam, Porzingis poškoduje, ne bodo s tem imeli nič več kepa, ker so v celoti seveda zagarantirali njegovo pogodbo, tako kot si ti že dejal. Mislim, da se oba strinjava, Blaž, da o Bobanu Marjanoviču ni treba izgubljati besed. To je Superman, kot je sam dejal, je iz drugega planeta in edini razlog, da naleti po parketu in dvorani, je to, da hoče še vedno igrati profesionalno košarko in ko bo končal kariero, je Bobby rekel, da bo on samo kot Superman poletel iz parketa, da bojo končno vsi videli, da on ni iz tega planeta. Ampak mislim, da je to odličen podpis. Ampak tisto, kar velja recimo pri Bobbyju omeniti, je to,
to, da so njega spravili v tako imenovani player exception. Torej, njegova pogodba ne gre v cap in bi ga lahko pripeljali, tudi če bi celoten denar, ki so ga imeli na voljo, malce več kot 30 milijonov, zapravili za druge igralce. Tako da njegova pogodba sploh ne šteje v cap in je zaradi tega še toliko bolj vredna, ker je player exception pogodba za 2 leti. Mislim, da bo odlična opcija, sklopi, vemo, česa je sposoben Bobby, vemo, da gre za, če gledamo statistiko, player efficiency rating, torej igralski indeks, ki združi vse napadalne statistične kategorije in iz njega dobimo nek skupni indeks. Potem, glede na ta indeks, je Bobby eden izmed najbolj učinkovitih igralcev v zgodovini NBA lige. Ne samo sedaj, ampak celo v zgodovini. Zdaj, seveda, player efficiency index se gleda na minuto. Tako da, glede na igralni čas, Bobby seveda dosti manj igra kot drugi igralci, ki imajo primerljivo visok player efficiency index. In problem seveda pri Bobbyju je ravno ta, da svojo višino, svojo maso preprosto ne more igrati take hitre košarke, recimo več kot tam nekje 15 minut na tekmo, še posebej seveda v obrambi pick and rolla, spread, pick and roll, kjer so na vseh pozicijah igralci, ki lahko zadanejo iz razdalje, hitri igralci. Obramba in pa seveda kondicija sta 2 razloga, zaradi katerih Bobby ni Shaquille O'Neal. Ampak kot je rekel Avery Bradley, ki je z njim igral pri Clippersih, Bradley, ki je igral tudi s Shaqom, je rekel, nikoli nisem igral z igralcem takim kot je Bobby, on je instant buckets, instant koši, ko ga pošleš na parket, je rekel, samo še Shaq je bil tak kot on. Ampak Shaq je seveda lahko igral 35-36 minut in to je tista razlika, hitrejši je bil, bolj eksploziven seveda kot Bobby, da ne bom preveč hvalil Bobbyja, o Bobbyju bova še ogromno govorila, ker mislim, da ne samo pri meni, gre za enega mojih najljubših igralcev, mislim, da isto velja zate, vsi imamo radi Bobby. Mislim, se sem že tweetnil, if you don't like Bobby, you don't like basketball or puppies or anything nice. Gre za, mislim, da enega izmed najbolj priljubljenih športnikov z področja bivše Jugoslavije. Mislim, da vsi imajo radi Bobbyja povsod. Seth Curry, mislim, da je tudi odlična poteza, dober rezervni playmaker, izjemno dober ostrostrelec za 3 in to je tisto, kar Dallas rabi nekaj ostrostrelcev, rabi verjetno še kakšnega ostrostrelca več. Ja, njihova želja je bil Danny Green, ki je na svojem podcastu celo namigoval, da bi se utegnil preseliti v Dallas, vendar Green je na koncu čakal odločitev Kawaja, kaj bo storil Kawhi, in ko je Kawhi dejansko povedal, da odhaja iz Toronta, je tudi Green zamenjal, odšel iz Toronta in se preselil k Lakersom, ki so mu dali v bistvu nič kaj posebnega, kar se tiče denarja, nič kaj posebno ponudbo, ki bi dejansko je Dallas lahko z lahkoto povišal, izenačil, povišal karkoli že, ampak se za to niso odločili. Glede na izjave v medijih so delovali izjemno resno, to da glede na ponudbo, ki so jo dali, ki je bila nižja od Lakersov, ne vemo zdaj, koliko je bilo resnice v tem, ali je to le šov za medije oziroma za javnost, in on bi odlično pasal v to ekipo, odličen ostrostrelec, odličen obrambni igralec, lahko tudi odigra, nekoliko organizira igro, lahko pokriva dvojke, lahko pokriva trojke, odlično bi pasal tudi zraven Porzingisa in Dončića in enostavno na koncu pač se ta poteza ni izpeljala in največja stvar, ki jo tudi očitajo navijači Dallasa, je to, da je Dallas imel ogromno capa. Ogromno capa je imel ogromno prostora, da pripelje max igralca, imel je dejansko, mislim, da na trgu so poleg Clippersov bili najbolj fleksibilno moštvo, kar se tiče proračuna, in na koncu so ga vsega dejansko pognali v nič, kajti kako zadeve potekajo s podpisi pogodbe, je, da tisti igralci, za katere imaš brdrajce, kot je recimo Porzingis, ga na koncu v capu pišeš čisto kot zadnjega, oziroma med zadnjimi, če imaš še druge, ki imajo brdrajce, in na ta račun ti dovolijo preseči cap in se le določen del njegove pogodbe šteje v dejanski cap. Ja, drugače povedano, stran so vrgli nekaj več kot 20 milijonov denarja, ki so ga imeli na voljo, prostora v capu, ki bi ga lahko zapravili, za ta denar bi namreč lahko pripeljali še koga, lahko bi, in zdaj, če se recimo morda obregnemo tukaj ob tisto morebitno menjavo za Dragića, ko si ti na začetku omenil tiste alternative Delonu Wrightu, oziroma igralci na položaju 1, ki bi bili boljši, ki bi bolje sodili zraven Dončića, tiste 4, ki si jih ti omenil, so pa vse konkretno povezovali z Dallas Mavericksi. Midva so o Kembi govorila že pred prestopnim rokom, ker se je o njemu govorilo kot neki
potencialni opciji že 2-3 mesece pred koncem sezone. Midva sva se pa oba strinjala, da bi bil to slab fit zraven Luke. Preprosto nisva razumela, zakaj bi pripeljali nekoga, ki potrebuje žogo toliko kot Kemba, ki bi imel žogo toliko kot Kemba, ki bi seveda vzel Dončiću precej pick and roll opcij z Porzingisom, ker bi Kemba bil tisti primarni pick and roll ball handler, s Porzingisom Luka bi bil pa takrat seveda v kotu oziroma na trojki širil prostor. Ja, in na tak način dejansko odrežeš Luko, oziroma na ta način Luki vzameš njegovo najboljšo lastnost in to je ta pregled nad igro in te podaje, ki jih ima, organizacija napada. V tem je on najboljši. In Luka je bistveno boljši igralec brez žoge, kot je to Kemba Walker in enostavno čisto naravno bi bilo, da bi Luka izgubil vodenje žoge dejansko. Mogoče bi tu pa tam kakšen napad organiziral, večinoma bi bila žoga v rokah Kembe Walkerja. Tukaj ni nobenega dvoma. Če bi mu seveda dali max pogodbo igralcev na poziciji 1, potem bi nedvomno ta igralec tudi imel največ časa žogo. Seveda ne dvomim, da bi si recimo delila naloge organizacije napada, ampak dejstvo je, da bi bil Luka tista sekundarna ball handling opcija. In to je seveda tisto, če se zdaj navežem na tisto tvojo prav izhodiščno točko, ki je tudi mene totalno begala tukaj, ko je potem rekel Cuban, ko pa nismo Kembe dobili, smo šli pa takoj na Delona Wrighta. Kljub temu, da kot si ti povedal, Brogdon, Dragić, Pat Beverly, neprimerno boljšim. Ko govorimo o igralcih, ki sodijo najbolje z Luko, se lahko navežem na najne stare podcaste, v katerih sem midva že govorila o Brogdonu in o Beverlyju in o Dragiću, ampak mislim, da so oba se strinjala, da bi bil Beverly verjetno najboljša opcija. Pač midva sva takrat razpredala, da bi bil Beverly na enki odlična opcija in pa solidna opcija pod košem centra, ki so ga tudi iskali, centra za v prvo peterko, ki ga na koncu niti niso pripeljali, da bi bil pa Vučević. Solidna opcija. Tudi o Vučeviću sva govorila, ja, to je res, ampak Vučevića si verjetno tudi ne bi mogli privoščiti, glede na to, kakšno pogodbo mu je Orlando dal, razen če ne bi pač Vučevića pripeljali kot glavno okrepitev sezone. Ampak tisto, kar se je meni zdelo, ti si omenjal že Greena, za Greena so bili zainteresirani, meni bi se zdela, recimo, ko sva razmišljala midva o tistih idealnih peterkah, ki bi jih realno lahko sestavili, o realnih opcijah, seveda govorimo, ki bi si lahko privoščili in kjer bi bil morda tudi nek obojestranski interes, sva razmišljala recimo Dragić na enki, Danny Green na dvojki, potem Luka na trojki. Tako kot si ti omenil, vsi vemo, kaj je najboljša lastnost Luke, to je organizacija napada, pregled nad igro, playmaking. Njegov playmaking je eliten, zaradi tega sva oba dva upala, da bodo seveda ekipo sestavili tako, da bo Luka primarna ball handling opcija, torej primarni organizator. S kim bo to ne bi bil, če pa bi pripeljali Brogdona, Dragića ali pa Beverlyja, bi pa Luka to še vedno lahko bil, ker so vsi ti trije igralci, recimo zadnjo sezono, v zadnjih 2-3 sezonah v NBA ligi ravno igrali v tej sekundarni ball handling vlogi. Tudi Goran je, recimo, vsi vemo, zraven Wadea, ko je igral, je bil tista sekundarna opcija, sekundarna ball handling opcija in vemo, koliko časa in seveda zakaj smo vsi navijači, ljubitelji Gorana, izgubljali živce, ko smo gledali Miami, kjer je Goran po cele četrtine stal v, recimo, kotu. Pogosto je bilo tako, ko je Wade igral, še posebej v zadnjih četrtinah. To je bilo tako grozno in tako frustrirajoče za gledati, da jaz pač Miamija preprosto iz tega razloga, še posebej pa lansko sezono, ko Goran ni igral, mislim, to je ekipa, ki je zaradi drugega razloga kot zaradi Gorana v zadnjih parih letih ni bilo nobenega razloga, da bi jo gledali, vsaj zame. No. Igrali so počasno, večinoma počasno, obrambno košarko, kjer so se recimo v zadnjih četrtinah zanašali na neučinkovitega 37 let starega Wadea, ki je matral žogo po 15 sekund napad. Ja, še najboljši delček sezone, ki ga je Miami imel v zadnjih letih, je bilo tam tistih 31-11, drugi del sezone, ko je v bistvu na račun Gorana Miami naredil tisti run in le za, mislim, da eno zmago je zgrešil playoff. In takrat je bilo tako, da Wade je odšel, Chris Bosh je zaradi zdravstvenih težav zaključil kariero. In na koncu pa če tista ekipa izvlekla ven, v bistvu Goran je iz tiste ekipe izvlekel ven dejansko mali čudež. Ampak to je bilo tudi edino obdobje, ko je Miami dejansko igral zelo lepo košarko, gledljivo, hitro, zanimive tekme so bile, potem pa zopet nazaj old school basketball. Tako, če je Wade tvoj najboljši igralec, potem niti na vzhodu ne moreš v playoff in ta zadnja sezona je to potrdila. In jaz mislim, da bi Goran
predvsej bolje naslednjo sezono operiral, seveda v taki vlogi, kot sva v taki peterki, kot sem si jo zamislil, recimo, ker sem rekel Goran, Danny Green, Luka, Porzingis, pa potem recimo, ne vem, še nekdo na petki, ko imaš tako postavo, to pa je peterka, s katero mislim, da bi lahko naskakovali, recimo, če bi zraven imeli recimo še Seta na klopi, pa potem vse ostale igralce, ki so jih pripeljali, tam za recimo 6. mesto na zahodu bi se upal trditi. Predvsem to je tisto, kar res je najbolj čudno, najbolj bega, ne samo mene, tudi mnoge druge, Kemba ali Delon Wright. Niso hoteli Beverlyja, niso hoteli Brogdona in niso hoteli Dragića. Ja, ko sva prebrala in intervju od Cubana, ki ga je opravil za Miami Herald, kjer so ga sprašvali okoli tega propadlega trejda, ko je Dragić bil že 2 do 3 ure v Dallasu, je potrdil, da je prišlo do neke napake v komunikaciji in da so pri Dallasu dejansko mislili, da bodo dobili Olynyka in pa Derricka Jonesa Jr., Miami pa na drugi strani mislil, da pač v Dallas pošilja Dragića. Tako da kar se tiče Miamija, je bil Dragić že tradan, na koncu pa Dallas Dragića ni želel, zato ker so želeli organizatorjev, ki so ga pripeljali potem na koncu na mesto Kembe. Delona Wrighta, torej. Tako, ja. Delona Wrighta so oni želeli, to je tisto, kar je res pomembno tukaj, kar je pomembno tudi za naslednjo sezono, ko bomo gledali, kako bodo te igralci igrali, ko bomo seveda tehtali smotrnost, pametnost te odločitve, bomo seveda primerjali ravno to, kako bo igral Delon Wright in kako bodo igrali Dragić, kako bo igral Pat Beverley, kako bo igral Brogdon, ker že spet konkretno oni bi lahko te 3 igralce dobili. Goran je sicer v enem intervjuju pred kratkim, je ravno zdaj pred dnevi odprl novo pametno igrišče v Ljubljani, v Tivoliju. In ko so ga tam vprašali novinarji glede te menjave v Dallas, je on rekel, da to ni bila neka realna opcija, da je bila bolj realna opcija menjava v Lakerse, ampak če verjamemo seveda besedam Cubana, je on potrdil, da je bil strani Miamija Dragić že tradan. Potem je pa Dallas seveda ustavil na nek način to menjavo oziroma rekel, ne, zaradi tega, ker kot si ti rekel, oni so želeli Delona Wrighta. Oni so čakali na odločitev Dannyja Greena in Delona Wrighta. To sta bila 2 igralca, ki so jih oni želeli pripeljati, potem, ko seveda Kemba Walker, kot je Cuban povedal v tisti uvodni izjavi, ni bil na voljo. Ko so dokončno zvedeli, da ni na voljo, so se potem odločili za ta 2 in bo res zanimivo videti potem zdaj naslednjo sezono, kako bo igral Brogdon, kako bo igral Beverley in kako bo igral Dragić, če bodo seveda precej boljši od Delona Wrighta. Potem bo ta poteza izpadla precej, vsekakor ne bo dober začetek izgradnje neke nove šampionske ekipe, ampak na drugi strani je pa tudi Pat Beverley potrdil, da njega sploh niso poklicali. Potrdil je tisto, kar je Cuban povedal, da jih ni zanimal niti Brogdon, niti Beverley, niti Dragić, ampak Delon Wright. Ja, recimo ena informacija, ki jo morda marsikdo od najnih poslušalcev ne ve, je, da ko se je začel free agency, ko so v bistvu vsi GM-i v vseh klubih viseli na telefonih, se pogovarjali o menjavah, pogovarjali s free agenti, dejansko bili v polnem zagonu, je Dallas s Porzingisom na večerji proslavljal podpis nove pogodbe in dejansko, namesto da bi se borili na trgu za igralce, so oni pač enostavno recimo temu pač pili šampanjec in zdravljali in ure so šle mimo in dejansko tisti prvi boom, dejansko v roku 6 ur je bilo večino tistih največjih poslov že sklenjenih. Ja, to je ena taka stvar, ena zgodba, ki je še dodatno razbesnela navijače na Twitterju, ko je to prišlo pač na dan, da je celotno vodstvo Mavericksov bilo skupaj na večerji v času, ko so se sklepali tisti, mislim, da je za skoraj $3 milijarde je bilo sklenjenih poslov v prvih nekaj urah. In seveda, Porzingis je super in sej je en dober element tega, da oni dajo tako pozornost svojim igralcem, tako kot je rekel recimo Cuban, da vedno, ko nekdo zgubi igralca, je seveda razlog, da ga zgubijo, da zgubijo tega zvezdnika. Letos so zvezdniki menjali klube iz različnih razlogov, ampak tisto, kar lahko rečemo, je, da očitno jih vodstva njihovih prejšnjih klubov niso uspela prepričati, da ostanejo tam, kjer so bili iz, seveda, že spet mnogih razlogov. In Cuban je rekel, celo morda to bolj pomembno, da svoje igralce zadržiš. Ja, ampak po drugi strani pa, če ti ekipe primerno ne okrepiš, kako lahko pričakuješ, da bojo tvoji zvezdniki ostali? Dober point, ampak oni zdaj seveda menijo, da so ekipo dobro okrepili,
Čeprav se večina, kot pravimo, pandentov, analitikov, poročevalcev, če recimo povzameva celotno sliko, neko celotno mnenje strokovne javnosti, mislim, da večina jih tam, zdaj po vseh teh poletnih podpisih na koncu, dajejo jim seveda možnosti, da se bodo borili za playoff, po drugi strani stavnice v Las Vegasu in napovedujejo tam 9., 10. mesto, 11. tudi. Res spekter mnenj je precej širok, ampak nihče jih ne daje više od 6. mesta in nihče jih ne daje niže od 12. mesta. Ampak med 6. in 12. mestom je seveda kar velik razmak, na drugi strani pa ta velik razmak morda bo na koncu odločalo samo par zmag med 6. in 12. mestom, glede na to, kako zahtevan je Zahod, Blaž. In ravno to je tisti razlog, zakaj je dobro imeti dobro ekipo okoli svojih zvezdnikov. Zdaj, letošnje poletje je prineslo ta pretres, tvorjenje teh velikih dvojic in na koncu te velike dvojice glavno bo, kaj bo imeli okoli sebe. Pač, to so igralci velike dvojice, ki bodo svoje prinesli, važno je, kaj bojo zraven dali roleplayerji. In Dallas ima svojo veliko dvojico, vprašanje pa je, kaj ima v roleplayerjih. Ja, če gledamo, zdaj ti si se navezal na te velike dvojice, pa lahko tukaj počasi začneva, nekje se bližati koncu s temi velikimi dvojicami. Mislim, da ni nobenega dvoma, seveda, da tisti dve najbolj vidni, najbolj udarni, najboljši naslednjo sezono bosta seveda Kawhi Leonard in Paul George v Clippersih in potem seveda LeBron James in Anthony Davis v Lakersih. Battle for Los Angeles is going to be crazy, is going to be fucking insane. In o tem bova nedvomno ogromno še govorila naslednjo sezono, tudi napovedniki še vsi sledijo za posamezne ekipe, ampak potem recimo, če gledava ostale, zdaj Klay Thompson v Golden State Warriorsih je poškodovan in bo naslednjo sezono, vsaj v začetku sezone, bo Steph Curry igral z D'Angelom Russellom, ki je prišel sign and trade z Brooklynom, seveda za Duranta. Zdaj, tukaj je ogromno neznank. D'Angelo Russell je povsem drugačen tip igralca kot seveda Klay Thompson, slabši igralec kot Klay Thompson, ampak igralec, ki je bil zadnjo sezono All-Star, sicer na vzhodu, na zahodu ne bi bil All-Star, to je tudi jasno, ampak na vzhodu je pa bil in imel uspešno sezono za sabo in bi lahko imel uspešno sezono tudi v Golden State Warriorsih. Sistem, Currov sistem, napadalni sistem Golden State Warriorsov je sistem, v katerem vsi obilno jejo, vsi dobijo žogo, vsi imajo več kot dovolj dotikov. Konec koncev to lahko tudi vidimo, kako uspešno so funkcionirali, mislim, Durant in Thompson in Curry skupaj. Trije so dobivali več kot dovolj šutov, tako da ne dvomim, da bo tudi D'Angelo Russell dobival več kot dovolj šutov. Potem seveda Kevin Durant in Kyrie Irving v Brooklyn Netsih, že spet tako kot Thompson, Durant ne bo naslednjo sezono igral, čeprav Thompson se bo predvidoma vrnil hitreje kot Durant. Durant verjetno celotno naslednjo sezono ne bo igral in ko bosta skupaj oba zdrava, če seveda bo Durant sploh še kdaj, vemo, kako težka poškodba je ta Achillova tetiva, če sploh še bo kdaj na takem nivoju, ampak tudi 90% Duranta je skupaj z 100% Kyriem jih recimo uvršča med tiste 4-5 verjetno najboljših tandemov dvojic NBA lige. Tista zadnja dvojica, ki je bila seveda kreirana, Westbrook in Harden, to bo tudi ena dvojica, o kateri bomo, mislim, da še ogromno govorili. Jaz mislim, da bolj z negativnimi toni kot pozitivnimi. Ne bi načenil te debate, ampak imam tak občutek, ki me ponavadi ne vara, da bo znalo biti, bom rekel, zanimivi časi za Houston. Ja, Blaž, tako, zanimivo. Vse, kar vemo z gotovostjo, da ne bo dolgčas. Ne bo dolgčas v Houstonu naslednjo sezono, ne glede na to, a bo stvar dobro zalaufala, a bo kemija med obema, glede na to, da imata recimo izven parketa boljše odnose kot jih je Harden imel s Chrisom Paulom, bi morda tudi kemija na parketu lahko bila za voljo tega boljša, ampak vemo, ko sta igrala v Oklahomi skupaj, je Harden prihajal s klopi, zdaj tukaj bo Harden tista prva opcija in vemo, kako dominanten je bil Westbrook, igralec, ki je najbolj potreboval žogo v zadnjih letih, najbolj matral žogo, če tako rečem. In dva igralca, ki slovita kot matadorja v obrambnih nalogah, tako da... Je ogromno neznank, ampak že spet... Ne glede na to, a bo dobro, a bo slabo, dolgčas ne bo. To lahko z gotovostjo trdimo. Potem seveda Joel Embiid in Ben Simmons v 76ersih je ena izmed
najboljših mladih dvojic. Zagotovo recimo verjetno tam nekje ravno konkurira Dončiću in Porzingisu med temi najboljšimi mladimi oziroma najboljšimi dvojicami naslednje generacije, ko bodo seveda zdaj te sedanji zvezdniki se upokojili. Nikola Jokić in Jamal Murray tudi v Denver Nuggetsih, potem seveda Lillard in McCollum v Portland Trail Blazersih. Tudi Utah Jazz je z tradeom za Mikea Conleyja pripeljal organizatorja, top 10 organizatorja, ki bi že spet na vzhodu verjetno bil že All-Star, na zahodu je pa preprosto konkurenca prevelika, tako da tudi ta dvojica bo ena od tistih zanimivih. Potem seveda Giannis in Chris Middleton, tudi dvojec Milwaukee Bucksov je tisti glavni razlog za uspeh te ekipe zadnjo sezono. Tudi Chris Middleton je bil lani All-Star. Zdaj ne vem, če bi sploh omenjala med temi mladimi dvojicami Bookerja in Aytona, torej dvojec Phoenix Sunsov. Nekateri pravijo, da bi znal, mislim, pred draftom lanskim smo slišali tiste napovedi, Blaž, se spomniš, kako je že rekel Booker, Shaq and Kobe 2.0. Pa smo videli, da ni ravno Shaq and Kobe 2.0, ampak bolj Hauptmann Nosov 2.0. Luka Dončić in seveda Kristaps Porzingis, pa verjetno še zadnji ta dvojec med temi novimi dvojci, ki je vreden omembe, med temi 10, 11, recimo, ki bi jih omenila, pa bi te vprašal, Blaž, kam recimo med temi imeni, ki sem jih zdaj omenil, kam bi ti rangiral recimo Dončića in Porzingisa? To je pa v bistvu kar težko vprašanje, no, če sem čisto iskren. Predvsem zaradi tega, ker jaz enostavno ne vem, kakšen bo Porzingis prišel nazaj. Če pride Porzingis na nivoju, kakšen je bil pred poškodbo, morda celo še boljši kot pred poškodbo, potem bi jo jaz uvrstil dejansko že skoraj v tisto skupino za elitnim razredom, se pravi za elitnimi dvojicami. V nasprotnem primeru pa mislim, da sta slabša dvojica kot recimo Mitchell in Conley. Oziroma v primeru slabih iger Porzingisa potem niti ne moremo več govoriti o dvojici. No. Eno stvar, ki jo Blaž mislim, da lahko z gotovostjo trdijo, je recimo ta, da zdaj, ko smo govorili o teh poletnih podpisih, o igralcih, ki so jih pripeljali, imata recimo Luka in Kristaps verjetno najslabšo ekipo okoli sebe med temi, ki so jo omenili. No ja, poleg Sunsov, seveda zdaj ne vem, če bi sploh Sunse tukaj omenil, ampak vse ostale ekipe mislim, da so dosti bolje zgrajene. Zdaj, seveda tukaj bi lahko nekdo omenil tudi Lakers in način, na katerega so oni potem na hitro zgradili ekipo. O tem sem že dejal, bova še veliko govorila, da ne bova zdaj preveč časa v drugih ekipah zgubljala, ampak Lakersi so taka zelo instant sestavljena ekipa, na hitro sestavljena ekipa, ampak lahko seveda z gotovostjo trdimo, da sta LeBron in Anthony Davis razred nad seveda Luko in Porzingisom v tem, in to je tista razlika, ne glede na to, kakšno ekipo imata, je to tisti, ko govorimo o velikih dvojicah, sta seveda Kawhi in Paul George na eni strani Los Angelesa in LeBron in Anthony Davis na drugi strani Los Angelesa, ali pa na eni strani Staples centra in na drugi strani Staples centra, glede na to, da obe ekipi delita isto dvorano. Tako da ta dva dvojca sta brez konkurence v svojem razredu. Ko govorimo samo o dvojcih, ko govorimo o ekipah, ki so jih moštva zgradila, je tukaj pa Clippersi verjetno v tem trenutku tudi glavni favoriti za naslov. Če gledamo lansko sezono, brez Kawhija Leonarda in Paula Georgea 48 zmag, zdaj so praktično obdržali enako jedro, tisto jedro, ki jih je popeljalo do tega, so pravzaprav obdržali in dodali Kawhija Leonarda in Paula Georgea. Res, ko pogledamo kot celoto, prvi favoriti in tudi dvojca prvokategornika, potem pa ja, se strinjam, Blaž, s tabo, če se navežem na tisto, kar si ti seveda rekel, ne vemo, kako se bo vrnil Porzingis, to je tista največja neznanka. Vemo sicer to, da je tudi Cuban že povedal, da bodo izvajali tako imenovani load management, torej da tako kot Kawhi recimo lansko sezono, ko je izpustil 22 tekem, več kot četrtino sezone, in zato recimo Kawhi na koncu seveda ni kandidiral za nobeno od tistih največjih nagrad, oziroma ni kandidiral, ni bil niti omenjen kot morebitni MVP po zaključku rednega dela sezone. Potem je seveda sledila zgodovinsko dobra končnica, ena izmed najboljših končnic vseh časov je odigral, ampak tudi na račun tega, da je izpustil skoraj da četrtino sezone, ne zato, ker bi bil poškodovan, ampak zato, ker so na ta način seveda ga želeli razbremeniti, spočiti, imeli pripravljenega za playoff. Tako da zanimivo bo videti,
Koliko bodo to počeli s Porzingisom naslednjo sezono, ali bodo počeli to v taki meri, ne vemo še koliko tekem bo Porzingis počel. Vemo samo, da bo, tako kot Kawhi, izpustil določeno število tekem z namenom počivanja. Tudi če bo zdrav. Tako da, če bo to recimo 22 tekem, potem Blaž, jaz menim, da verjetno potem Dallas ne bo videl play-offa, ker že spet nimajo dovolj rezerve. Kdo bo nadomestil Porzingisa, ko on ne bo igral? Kdo bo nadomestil Dončića? No, teh dveh tako ali tako, tudi v drugih moštvih nimajo. Seveda ne more noben niti Kawhija, niti Paula Georgea, niti LeBrona, Anthonyja Davisa, drugih igralcev, ampak ravno ti roleplayerji, ostali igralci, že spet mislim, da imajo vse ostale ekipe. Ko govorimo o vseh teh ekipah in pogledamo, kakšno ekipo je dala sestavo okoli teh dveh njihovih zvezdnikov, mislim, da je tisto, kar lahko rečemo, je, da je Dallas pripeljal, imajo zelo dobro klop, ampak poleg Luke in Kristapsa nimajo nobenih preverjenih starterjev. Ja, in zaradi tega je tudi težko napovedati, kdo bo sploh zaigral v Dallasu v prvi peterki. Pač edina stalnica oziroma edine dve definitivni opciji, ki jih vemo, sta pač Porzingis in pa Dončić. Kdo bo igral na enki, kdo bo igral na dvojki, kdo bo igral na petki. Enostavno pač, da praktično kjerokoli ekipo oziroma kjerokoli tri igralce iz klopi, ki jih postavimo zraven Porzingisa in Dončića, pač je možnost, da bo to prva peterka Dallasa. Enostavno pač ne moremo vedeti. Seth Curry skoraj gotovo ne bo začenjal tekem, bo verjetno opcija s klopi. Zdaj, kdo bo potem začenjal na dvojki, predvsem kdo bo začenjal na centru. In kdo bo začenjal na trojki, recimo, kdo bo igral na krilu, kdo bo pokrival tistega najbolj nevarnega krilnega, nasprotnega krilnega igralca. Zdaj, verjetno ne boš Luko na tak način utrujal, da ga boš dal na najbolj nevarnega krilnega igralca. Konec koncev tudi vemo, da Luka v obrambi še vedno ni dovolj dober, da bi lahko prevzemal tiste najbolj nevarne igralce. Še vedno ga je treba, glede na to, kakšno breme bo nosil v napadu, ga bodo verjetno poskušali tudi malce skriti v obrambi. Vsaj tako ponavadi delaš tisto primarno playmaking opcijo v napadu, ki bo na nek način mogla nesti toliko bremena, kot ga bo Luka naslednjo sezono mogel nesti. Še posebej zdaj, ko so seveda pripeljali takega igralca, Delona Wrighta, ki bo večino časa igral brez žoge. Torej Luka bo tisti, ki bo tudi verjetno prenašal, vsaj tako lahko v tem trenutku domneva, prenašal žogo in začenjal, za razliko seveda od lanske sezone, ko je Dennis Smith Jr. začel sezono v tej vlogi in je bil tisti, ki je imel tudi po posesti več časa žogo. Mislim, da ni nobenega dvoma, da bo Luka imel žogo v svoji posesti naslednjo sezono, govorimo o Dallas Mavericksih, največ. Ko govorimo pa o dotikih, bosta pa verjetno tam nekje z Porzingisom si bosta dolila. Tudi ko govorimo o številu metov, recimo, bosta verjetno imela neko podobno število metov. In ja, je težko zdaj predvidevati, kakšna bo prva peterka, ampak samo če že spet vzameva tisto začetno izjavo, s katere sva začela, Cubana, je on rekel, da bo najnižji igralec v njihovi prvi peterki 6'5", to je seveda Delon Wright. Tako kot si ti dejal, verjetno bo on seveda začel Seth Curry sklopi, čeprav bila verjetno v napadu dobra, boljša opcija, da bi Seth Curry in Delon Wright začenjala, predvsem zato, ker je Seth Curry dober ostrostrelec, izjemno dober ostrostrelec, dober catch and shoot igralec, ki dobro meče po sprejemu, takoj po sprejemu žoge. In vsaj v tem trenutku, če bi recimo začenjali z Delonom Wrightom, potem seveda Luka in Porzingis ni nobenega dvoma, pravijo, da bo tekme na centru začenjal vsaj na začetku Dwight Powell, pravijo, da bo Porzingis večinoma pokrival centre v napadu, bo pa seveda igral na položaju 4 večinoma, oziroma bo večinoma se držal trojke. Zagotovo predvidevajo, da bo vrgel tam 7-8 trojk, vsaj 7 trojk na tekmo, verjetno celo več. Predtem jih je v New Yorku največ 6 na tekmo, zagotovo jih bo tukaj vrgel več kot 6, verjetno tudi več kot Luka in bo ta primarna pick and pop opcija za Luko. Dwight Powell bi bil pa lahko primarna pick and roll opcija, torej tale sistem Carlisle ima vedno enega roll centra, visokega igralca na položaju 5, ki uteka proti košu, ki rola proti košu, v pick and rollu teče proti košu in potem dobiš to širino. Igralca, ki gre proti košu, Dwight Powell, igralca, ki širi prostor na šterki, na zunanjih položajih, kot je Porzingis, ki ga seveda ne sme noben visok igralec niti za sekundo pustiti samega, ker je tako visok, da zadane preko vsakega, če ga pusti, ali pa vrže lahko preko vsakega. In če predvidevamo, kot sem dejal, da bo Delon Wright na enki, ni dober strelec za 3, Powell tudi ni dober strelec za 3, Porzingis je, kot sem dejal, Luka je, ampak Luka je že spet tisti igralec, ki večinoma si sam
ustvari priložnost za met, step back trojka recimo v zadnjih sekundah. Lani ni dobival veliko priložnosti, catch and shoot možnosti. Tukaj bo recimo Delon Wright tisti, ki bo, upajmo, Luki lahko ustvaril kakšen odprt met. Vemo tudi, zaradi tega so trpeli Lukovi odstotki lansko sezono, ker je ogromno metov vrgel v zadnjih sekundah napada preko 2 igralcev, preko 3 igralcev, ko je dobil tisto žogo, recimo 3-4 sekunde pred zaključkom napada, zdaj nas pa reši. Upajmo, da bo naslednjo sezono dobil več priložnosti za kakšne neovirane mete, catch and shoot priložnosti in da mu ne bo potrebno si ustvariti vsako trojko sam. Tako bi se seveda tudi njegov procent lahko dvignil. Tukaj je lahko Delon Wright koristen, ampak že spet za trojko pa Delon Wright ni koristen. Če bo Luka recimo prodiral in iskal strelce na zunanjih položajih, je tukaj vsaj zaenkrat v tej peterki z Pavlom in Delonom Wrightom samo zaenkrat Porzingis tista zanesljiva opcija, potem pa sva rekla položaj 3, oziroma krilo, tisti, ki bo pokrival tistega najboljšega nasprotnega krilnega igralca, ki bo pokrival recimo LeBrona, ki bo pokrival Kawaja, ki bo pokrival Paula Georgea, ki bo pokrival Janisa konec koncev, ki bo pokrival te najbolj nevarne krilne napadalce, najbolj nezaustavljive igralce, jih poskuša vsaj malce zaustaviti. To je tisto vprašanje, kjer zdaj ne vemo še, ali bo to recimo Justin Jackson, ali bo to recimo Dorian Finney-Smith, torej ta igralec, ki je lani začel nekaj tekem na položaju 3, proti koncu sezone pa potem tudi Justin Jackson. Tim Hardaway Jr. bo verjetno tisti 6. igralec. Tim Hardaway je približen tak tip igralca, igralec, ki rabi recimo nekaj težkih šutov, da pride v ritem. Rabi vršiti kakšen iracionalen šut, zato da pride v ritem, in zraven seveda Dončića in Porzingisa v prvi peterki teh šutov oziroma takih priložnosti ne bo dobil, zato ja predvidevam, da bo on začenjal s klopi. In ja, je težko, res težko je zaradi tega, ker seveda, kot sva dejala, Blaž, nobeno teh igralcev, razen seveda Dončića in Porzingisa, ni do zdaj v karieri pokazal to, da lahko igra v neki zmagoviti prvi peterki, v neki konkurenčni prvi peterki. Delon Wright v Torontu je vedno prihajal iz klopi, v Memphisu, ko pa je dobil priložnost po lanskem tradu za Marka Gasola, v tistem tradu je on prišel v Memphis, pa tudi ni ravno blestev, sicer je imel 12 točk, 7 skokov, 7 podaj povprečje kot starter, ampak to zaradi tega, ker je izjemno veliko zadrževal žogo, njegovi procenti so bili recimo relativno slabi. Dan, dva nazaj imel intervju za uradno stran Dallas Mavericks, so se ga vprašali, kdo je tvoj vzornik, je rekel Dwayne Wade. Po njemu sem modeliral, I modeled my game after Dwayne Wade. Tako da, Blaž, ja, ne vem, mogo bo z gotovostjo lahko rečemo vsaj to, da bo mogel trojke metati dosti bolj kot Dwayne Wade, če bo hotel igrati v prvi peterki. Ker namreč, če ga tako kot Dwayna Wadea pogosto niso pokrivali in zato je imel seveda Goran toliko težav, ali pa tisti, ki je igral na enki, ker so ga vedno podvajali, ko je bil Dwayne Wade na trojki. Njegov igralec vedno pomagal v zadnjih letih. In to je tisto, kar je najbolj pomembno, da seveda ne bo zdaj pri Delonu Wrightu, da ne bo njegov igralec pomagal na prodorih Dončića, tako da če bo Delon metal tam 36-37% vsaj trojke pri ene 3 trojkah na tekmo, potem mislim, da bi to lahko na koncu funkcioniralo, ampak mislim, da bo to eden izmed glavnih pogojev, da bi lahko bil uspešen, kar pa seveda nikoli v karieri še ni naredil, še nikoli ni metil toliko trojk ob takem procentu, 32-33 je v karieri, procent imel je precejšnja nihanja. Tako da bomo videli, res je, tako kot si rekel, ogromno neznank in o tem bomo seveda še ogromno govorili. Ampak mislim, da sva zdaj Dallas dobro vdelala, povedala tiste glavne stvari, glavne skepse. Tisto, kar je jasno, je, Blaž, da bo vse odvisno, ko sva govorila o teh velikih dvojcih. Če bo Dallasov dvojec tisto, kar mislimo, da lahko je, če bosta Luka in Kristaps zaigrala skupaj tako dobro, kot lahko mislimo, da lahko zaigrata skupaj, vzpostavila neko res dobro kemijo, potem bo ekipa uspešna. Če ne bosta obadva igrala na all-star nivoju, če ne bosta obadva imela res nekih all-star številk, potem mislim, da tudi Dallas ne bo videl play-offa. Tega bo odvisno, ali bodo oni videli play-off ali ne. Seveda je pomembno, da ekipa zgradi eno dobro kemijo, ampak katerikoli ostali role player lahko recimo ima malce slabšo sezono, malce slabšo tekmo, pa če bo Luka naredil tisti preskok, za katerega mislimo, da je sposoben narediti iz prve v drugo sezono, mi dva sva že govorila o tistem LeBron jumpu, glede na to, da je imel Luka boljšo prvo sezono kot LeBron, ali bo imel tudi drugo sezono tako dobro, kot je imel LeBron, ko je recimo skočil iz
20 točk na 27 točk, iz 6 skokov na 7-8 skokov, iz 5 podaj na 7-8 podaj, ali bo tudi Luka naredil tak preskok in to, kar si pa že ti povedal, kako se bo Porzingis vrnil in kako bo igral. Če bo igral tako, kot je igral v New Yorku pred poškodbo, potem bodo prišli v playoff. Tako, a bi zdaj mogoče samo še kakšno besedo o Čančarju povedala, mislim, da so tudi o Miamiju že dovolj o tem tradu. Mogoče bi v Miamiju povedala samo še to eno tako, mislim, da se oba strinjava s tem, da verjetno Goran Dragić sezone v Miamiju ne bo končal, začel jo bo, končal pa jaz mislim, da je ne bo. Ja, ne vem, strinjava se, ja, nekaj sem že nakazal v to smer, dejal, da če verjamemo besedam Cubana, je, kar se tiče Miamija, Goran bil že traden. In glede na to, da je to njegova zadnja sezona, da recimo vedno bolj so pritiski v Miamiju, predvsem iz strani navijačev, da bi dali priložnost Justiceu Winslowu, da začenja na položaju 1, ko govorijo o morebitnih prvih peterkah Miamija. Nekateri predvidevajo, da bi morda lahko Goran začenjal iz klopi naslednjo sezono, kar jaz mislim, da bi bila totalna žalitev, da bi bilo res direktna žalitev za to, da bi Goran eno sezono potem, ko je bil All-Star, na to je imel lansko sezono težave s kolenom, ampak če bo zdrav Goran, če je zdrav, če se vrne na nivo pred poškodbo oziroma če ga poškodba ne bo ovirala, mislim, da bi bila skrajna žalitev, da bi ga začenjali iz klopi. Ampak o tem te novinarji, ki sem jih citiral že, te viri, pišejo kot do neki resni možnosti in treba je tudi povedati, da Justice Winslow ni niti približno boljši organizator, boljša opcija na enki od Gorana. V bistvu Justice Winslow je ena taka netične miš igralec. Pač dejansko, zakaj ga probava Miami na enki, je zato, ker pač ne vejo, kam naj ga sploh dajo. Pač dejansko poizkušajo ga v celotni rotaciji na enki, na dvojki, na trojki, probavajo, pa bomo dali ga za playmakerje. Pa tudi to ne gre najboljšem, pa gre mogoče... Celo na centru so ga poskušali. Celo na centru so ga poskušali. Skratka, to je igralec, ki enostavno pač potencial je imel, da bi naredil marsikaj lahko, ampak na koncu se ni razvil v bistvu v nič. In je pač en tak... Ne vem, kako bi sploh rekel. Pač... Mislim, ne da se ni razvil nič, saj je pokazal v teh 4 letih nek določen napredek, ampak ni ene stvari, ki je dobro počne. Ne moremo reči, da je res dober pri vodenju žoge, ne moremo reči, da ima dober pregled, ne moremo reči, da je res dober pick and roll igralec, ne moremo reči, da je ostrostrelec, niti približno. Torej, zna veliko stvari, ampak v nobeni ni res dober. To je tisti problem. In zaradi tega ga seveda, tako kot si ti dejal, poskušajo na vseh mogočih pozicijah, vseh mogočih vlogah. In lani, ko je bil Goran poškodovan, recimo so ga poskušali na položaju 1, je igral na položaju 1 in tudi recimo relativno uspešno. Mislim, da je imel povprečje v tistem času, ko je bil Goran poškodovan, 12-13 točk, približno 6 skokov, 5 podaj. Torej, solidno, ampak a veš, ni nič boljši od Gorana bil, niti približno boljši. Z izjemo recimo obrambe, čeprav že spet obramba na položaju 1 ni ravno, recimo, kakšen Trae Young ga je prav grdo zlorabil v tistih 2 tekmah, ko so jih igrali. Mislim, da je imel celo eno izmed najboljših tekem sezone Trae Young, ravno takrat, ko ga je Justice Winslow pokrival. Dosti boljši v obrambi na dvojki, trojki, predvsem na krilu res je recimo dober obrambni igralec. Ampak že spet ni pa obrambni igralec, tako kot oni mislijo, da lahko pokriva 1 do 4. Ampak tukaj je veliko neznank in za naslednjo sezono seveda, zdaj vemo, Jimmy Butler in bo tisti igralec, okoli katerega zdaj gradimo, Jimmy Butler je pa že spet, bo verjetno filozofsko sodil v to ekipo. Počasna, obrambna igra, zadrževanje žoge, ni dober šuter iz razdalje, ni ravno Wade, ampak ni pa že spet tak igralec, ki se lahko v to moderno košarko, ki sodi recimo odlično v to moderno, vsaj ne kot prva opcija, po mojem mnenju. Mislim, da ne more biti, če je Jimmy Butler tvoja prva opcija, tvoj najboljši igralec, potem mislim, da se boš na vzhodu boril tam za 6., 7. mesto morda, čeprav mislim, da bo dosti tudi ta menjava Hasana Whitesida in to, da bo zdaj začenjal Bema Debajo v prvi peterki, mislim, da bo malce osvežila njihov napad, ker tisti štoper, tisti glavni, eden od tistih glavnih štoper je bil seveda ravno tudi Hasan Whiteside, eden od teh počasnih igralcev, ki niso imeli meta ali pa pregleda, da bi žogo podali, da bi mal bolj dinamičen napad naredili. Črna luknja v napadu so ga klicali z razlogom seveda. Tako da ja, je Miami ena taka ekipa, ki na vzhodu mislim, da playoff ekipa brez dvoma, tukaj ni nobenega dvoma, da so playoff ekipa, ampak mislim, da so
kar konkretno za tistimi najboljšimi ekipami vzhoda, za tistimi prvokategorniki vzhoda, ko govorimo seveda Milwaukee, Boston, tudi Indiana, mislim, da je za razred boljša ekipa. Ja, pa ne pozabi na Filadelfijo. Seveda, Blaž, se so omenila Simonsa in Embida, tudi brez dvoma za razred boljša ekipa, čeprav so zgubili, recimo mislim, da Redick je kar en tak pomemben člen, pa nekaj teh v zadnjih 2 sezonah so zgubili nekaj šuterjev, ki so bili zelo pomembni, seveda ravno za Simonsa, ki se ne upa metati. Ja, sam osebno bi mogoče postavil zraven, kljub temu, da so izgubili Kavaja, bi tudi Toronto postavil pred njih. Čeprav jaz mislim, da bo letos Toronto imel en tak hangover od naslova in bi znal biti zelo, bom rekel, tudi zanimiva sezona za njih. Glede na to, kako Toronto je igral recimo brez Kavaja v rednem delu sezone, glede na to, kako ustaljen sistem imajo, kako dober sistem, kako dobro kemijo imajo igralci vzpostavljeno, kako dobro kemijo so imeli seveda vzpostavljeno že pred prihodom Kavaja, govorimo o vseh drugih igralcih, jaz ne dvomim, da ja, tudi Toronto bi jaz dal, ne bi seveda rekel, da so za razred boljša ekipa od Miamija v tem trenutku, ampak boljša ekipa pa ne dvomno. Tako da tiste prvih 4, prvih 5 mest, tudi Brooklyn je recimo tukaj neko moštvo, ki seveda brez Duranta ne bo tako dobro kot z Durantom, ampak načeloma še vedno že spet imajo tisto jedro, odšel je D'Angelo Russell, prišel je Kyrie Irving in Kyrie Irving je nedvomno boljši igralec od D'Angela Russella, seveda veliko vprašanje, kakšno kemijo bo vzpostavil z drugimi igralci, ali bo vzpostavil boljšo kemijo kot v Bostonu, kjer je seveda dobesedno narušil kemijo in če se je kaj naučil iz Bostona, in se bo verjetno potrudil, da bo malo bolj funkcioniral v Brooklynu in če bo vzpostavil dobro kemijo, potem bi jaz tudi Brooklyn, tudi brez Duranta, dal pred Miami, z Durantom bi jih pa dal v tisto kategorijo ekip, ki so za razred pred Miamijem. Preprosto pred te ekipe, ki sem jih omenil, jih ne morem dati in mislim, da tudi s prihodom Butlerja ne bodo zdaj drastično spremenili napadalnega sistema in kar naenkrat začeli igrati neko hitro pace and space Golden State-like košarko, kjer žoga kroži, kjer so igralci, strelci na zunanjih pozicijah. Je ena taka zanimiva stvar, mogoče en igralec, o katerem bova govorila med sezono, Tyler Hero, njihov letošnji draft pick, nad katerim orgazmirajo, dobesedno orgazmirajo od novinarjev do navijačev, ker je eden izmed tistih čistih šuterjev. S potencialom, da rata recimo vrhunski šuter. Res, recimo nekateri ga primerjajo kot tisti njegov domet. Klay Thompson je tista primerjava, ki jo delajo z njim, tisti klasični šuter, ki lahko odlično igra v obrambi, ampak catch and shoot, ki trpa trice konor. Mislim, res, ko pade vroč, ampak seveda je še rookie, 19 let star, eden izmed najših rookijev, ki naslednjo sezono verjetno še ne bo igral velike vloge, ampak enkrat za prihodnost pa je verjetno eden izmed takih igralcev, ko govorijo o tem, da nimajo igralcev, ki so zanimivi, seveda z izjemo Gorana. Goran je in bo vedno moj najljubši igralec. Žal mi je, da po tisti 13-14 sezoni, ko je bila verjetno edina sezona, ki jo je Goran odigral v celotni karieri v vlogi, ki mu ustreza, v vlogi, ki mu je ustrezala in to v slabi ekipi. Pa je to slabo ekipo popeljal praktično sam do 48 zmag in tista 13-14 sezona je bila res izjemna. Tudi ko gledamo recimo statistiko, več kot 20 točk z več kot 50% metom iz igre in več kot 40% metom za 3 in pri več kot 5 podajah, ko postavimo te parametre, upišemo in pogledamo, katerim igralcem v zgodovini košarke, v zgodovini NBA lige so uspele take sezone, lahko vidimo, da recimo v zadnjih 15-20 letih LeBron v svoji MVP sezoni, več kot 20 točk, 50-40 plus 5 podaj, Durant v svoji MVP sezoni, Steph Curry v svoji MVP sezoni, seveda še več točk, še več podaj, ampak ta postavka 20-50-40 s 5 podajami je res tista postavka, ja, mislim, to je tisto, kar je delalo Gorana, res tako neverjetnega, enega izmed najbolj učinkovitih pri njegovi višini, je že praktično celotno svojo kariero eden izmed najboljših finišerjev ob obroču in potem, ko je temu dodal še met za 3, je dejansko imel sezono, ko je bil pravzaprav nezaustavljiv in res je škoda, da po tisti sezoni ni dobil nikoli več priložnosti, da bi odigral še eno sezono v taki vlogi, z uno sezono, ki si jo pa ti seveda že omenil 2 leti nazaj, ko je Wade odšel za tisto sezono in pol, potem se je vrnil. Tisto je bilo recimo najbolj prijetno obdobje, ko smo lahko spremljali Gorana v Miamiju, potem z Wadeom nazaj pa ja. Bomo videli zdaj, kako bo naslednjo sezono z Butlerjem.
Ja, in mislim, da na koncu je prav, da še nekaj besed spregovoriva o našem novem NBA igralcu Vlatko Čančar, ki se je na zadnjih 2 Summer ligih uspešno dokazoval pri Denverju, ki mu je sedaj na koncu tudi ponudil 2-letno pogodbo oziroma 3-letno pogodbo, 2 leti zagarantirano, 3. leto team option. Glede na to, kaj se govori sedaj, bo predvsem letošnja sezona verjetno namenjena njegovemu prilagajanju na ligo, tudi v moštvu v Denverju so nekako mu dali vedeti, da če že ne bo igral, mora biti pa najboljši vsaj na treningih, vendar bo imel možnosti. No, moram reči, da Denver, kljub temu, da je verjetno sedaj ena 3., 4. opcija na trojki, bo imel verjetno nekaj možnosti, za kar, bom rekel, lepo minutažo, predvsem, ker recimo Porter Junior, ki ima neke misteriozne bolezni, v narekovaji govorim misteriozne, enostavno pač njegova poškodba hrbta je bila takrat že pred draftom tako zelo težka, imel je namreč diskus hernijo, se pravi pač ukleščen živec v hrbtenici in je bila ta poškodba dovolj huda, da je izpustil svojo rookie sezono, ni odigral niti ene tekme, sedaj pa naj bi se te težave še ponavljale, naj bi imel potem težave s koleni, skratka poškodba na poškodbo in po vsej verjetnosti bo tudi v tej sezoni zelo malo igral, predvsem na račun poškodb, tako da eno mesto tukaj Čančar že pridobi. Potem Hernan Gomez je verjetno še tik pred njim v rotaciji, če odštejem igralca prve peterke Jeremija Granta, ki so ga pripeljali letos kot rukija in bo definitivno začenjal tekme, tako da verjetno bo 3., 4. opcija na trojki in ja, pač želimo mu čim več sreče, čim več minut in da se čim bolje prilagodi na ligo NBA in pač na to življenje čez lužo. Ja, zdaj ne vemo tudi, a bo morda konkuriral tudi za kakšno minuto na šterki, še posebej recimo tukaj je odvisno ogromno od tega, kako uspešen met bo imel. Mislim, da lahko kakšno minuto, recimo, seveda zdaj ne odščipne Millsapu ali Plumleeju, ki občasno igra kot menjava za Jokića na petki, občasno pa tudi z Jokićem skupaj je v igri, tako da dosti odvisno, tako kot si ti omenil, od tega Michaela Porterja Juniorja, ti si rekel misteriozno je. Misteriozno je predvsem to, da ne vemo, kakšno je njegovo zdravstveno stanje. Zdaj zelo veliko nasprotujočih poročil je, ni igral v poletni ligi, kljub temu, da so napovedali, da bo igral, potem ne bi staknil, so dejali en dan, da je zdrav, naslednji dan, da je staknil neko poškodbo kolena in ne bo igral, tako da res ne vemo, v kakšnem stanju je, kako zdrav bo. Ampak tisto, kar vemo, je pa to, da če seveda Michael Porter ne bo pripravljen za igro, oziroma če ne bo sposoben igrati, potem bo verjetno Čančar dobil kakšno minuto več. Na začetku pa mislim, da se strinjam s tabo, Blaž, tako kot si povedal, Jeremy Grant bo začenjal, potem pa Michael Porter ali Juancho Hernan Gomez, dober prijatelj Dončića, seveda eden od bratov Hernan Gomez, oba in Michael Porter, če bo zdrav, in seveda Hernan Gomez imata vsaj na začetku sezone tudi prednost pred Čančarjem. Dosti bo odvisno od tega, če bo Čančar. 2 stvari, mislim, da sta 2 pogoja, seveda s katerimi si lahko izbori neko mesto v rotaciji, neko pozicijo v rotaciji. Če bo uspešno zadeval trojke, catch and shoot, torej uspešno zadeval iz razdalje, in če bo sposoben v obrambi solidno pokriti recimo igralce na položaju 2, 3, 4, ta switchanje, to prevzemanje, če bo lahko prevzemal relativno uspešno, ko bo dobil seveda priložnost na teh položajih, ta 2 obrambni element, pa catch and shoot trojke, če bo tukaj uspešen, mislim, da lahko, jaz mislim, da ima potencial malce večji od Juancha Hernan Gomeza. Mislim, da lahko, predvsem mislim, da v tej ekipi, glede na način, kako je sestavljena, mislim, da lahko predvsem dobro kemijo z Jokićem. Vlatko je igralec, ki dobro bere igro, predvsem pa dosti boljši ob enem dobrem organizatorju. Zna se postaviti, razume pozicijo, je pameten igralec, tip igralca, ki res ogromno profitira z dobrim organizatorjem. Ob slabem organizatorju bo on zgledal slabši, kot je, ob dobrem organizatorju bo zgledal boljši, kot je. To je, mislim, da tista prednost Čančarja, in mislim, da z Jokićem, ki je na nek način sicer ni organizator, ampak je tisti glavni playmaker ekipe, nedvomno, mislim, da lahko res dobro kemijo z Jokićem vzpostavi, mislim, da mu lahko to tudi pomaga, ampak seveda na začetku sezone verjetno ne bo dobil veliko priložnosti za igranje z Jokićem in si bo mogel to šele izboriti.
Zdaj, ja, kot so dejala, ne vem, zdravstveno stanje Michaela Porterja Jr., ki bo tudi vplivalo na njegovo minutažo. Jaz mislim, da do konca sezone ob malce sreče, recimo, ali pa nesreče za nekega drugega igralca, če se osvobodi mesto v rotaciji zaradi poškodbe, če dobi priložnost, mislim, da si lahko izbori tisto mesto v rotaciji med 9 recimo igralci, ampak seveda to bo moralo biti na račun zdaj ali Michaela Porterja ali pa Juanča Hernan Gomeza, po mojem. Razen seveda, če se ne izkaže recimo kot tudi solidna opcija, morda za kakšno minuto ali 2 na položaju 4. Brali smo lahko od kakšnih ameriških novinarjev, da je Vlatko zrasel do 6'11", toliko visok ni, to je 211-210 cm, take so pisali, ampak so pisali, da je zrasel. Jaz mislim, da je 206-207, Supergami 207, 208, ampak mislim, da več pa zagotovo ni Supergami, zdaj boss mislim, da je 206-205, seveda ugibava, ampak pravijo, da je zrasel in s tako višino bi seveda tudi okrepil se fizično nekaj močnejši. V nekih small ball postavitvah mislim, da lahko igral celo na položaju 4, določeno omejeno minutažo, tako da to je tudi odvisno. Tukaj je tudi recimo neka določena neznanka, ampak bomo videli. Na vsakem primeru je lepo videti predvsem to, da dobivamo novega Slovenca. Že v samem uvodu sem povedal, ja, da če bo recimo razvoj naših mlajših igralcev potekal, bojo pa kmalu se pridružil še kdo. No. Tako da to je to, Blaž, ne vem. Bila sva res dolga in izdatna, bi še kaj tukaj dodal, bi še kaj povedal. Ne, v bistvu sam zahvalil bi se pač vsem, ki ste poslušali tale podcast. Hvala pač tudi vsem za vse pač podporo in ta sporočila, ki jih dobivamo prek vseh družbenih omrežij. Sploh sedaj, zaradi znanih težav z NBA Slovenija, smo izgubili ta stik s svojimi poslušalci in tistimi, ki so brali, tako da pač jaz bi sam rekel hvala. In zraven bi vas prosil, da če lahko res delite tale naš podcast, da ga delite na svojih družbenih omrežjih, delite svojim prijateljem, kolegom, znancem, sorodnikom, skratka, da nam pomagate razširiti tale podcast, da dosežemo tudi sedaj tiste poslušalce, ki smo jih zaradi te promocijske platforme, ki smo imeli na Facebooku, izgubili in da bodo tudi oni nekako obveščeni, da pač še naprej delujemo. In hkrati se že vnaprej zahvaljujemo za vse predloge za novo platformo, kjer pač bi morda ustvarili nek tak community, podoben kot je bil NBA Slovenija. In hkrati se zahvaljujemo tudi za vse všečke, naročnine na iTunesih, na Soundcloudu, na YouTubeu, Sportinfo.si YouTube kanalu in pa seveda ne pozabite na Twitterja, handli v opisu. Je še ti kaj dodal? Handli Sportinfo.si Blaž, _B1. Ja, in seveda, kot si dejal, tudi v opisu. Ja, mislim, da so bila res dosti bolj izdatna, kot so želela biti, ampak ja, nabralo se dosti materijala, v prihodnosti bo varedna, kdaj tudi krajša, kdaj morda tudi daljša, če bo dovolj materijala. Tako, Blaž, ja, tudi jaz se zahvaljujem seveda vsem poslušalcem, želim lep pozdrav do naslednjič, tebi enako, Blaž, zdaj pa kaj, zmontirati tole pa čim prej objaviti. To je. Ja, nič. Lep pozdrav in adijo. Čau.